Dobrih 20 minut pred 9. smo v studiu, Radia 1, prenosnem studiu, v bistvu tak stekleni šotor je pred mestno hišo v Ljubljani. V studiu gostimo tudi župana mestne občine Ljubljana, gospod Zoran Janković je z nami. Še enkrat lepo pozdravljeni, dobro jutro. Ni prišel v službo, ampak je prišel na delo. Dobro jutro. Dobro jutro, dobrodošli. Zdaj se bomo šli eno igrco, če ste za. Športno. Ni športna. Mal čuden se imenuje. Lahko gledate tudi na live streamu na naši spletni strani radio1.si in pa na Facebook strani Radia 1. To so obe strani za mene, Kako? ki jih rad uporabljam. Znam potem. Ja, pojma, če vi zdaj govorite. V glavnem, igrci se reče, koga bi raje. Jaz zastavim eno vprašanje, na voljo imate dva možna odgovora, enega je pa treba izbrati. In zdaj, če greva s prvim vprašanjem. Ljubljana ima možnost, da postane mesto, v katerem se snema ena od teh stvari. Nova sezona Igre prestolov ali pa nov film o Jamesu Bondu. Koga bi rajš? James Bond. James Bond. Pa to bo treba pol Ljubljane zapreti. Pa razbil nam bojo vse. Kar ste naredili? Ne, James Bond ne razbija, James Bond ne, koliko res vem, ne samo tiste negativce pospravlja, tako da James Bond je v redu. A se ne bojite, da bi pol tudi vas pospravil? Ljubljana, tudi slučajno ne, to pa, sem pa čist miren, še vedno sem ostal na tistem, kar sem ti rekel pred leti, ne, da izzijem vse, ne, ker pridejo. Drugače pa Ljubljana že tako zaprta za promet, tako da bo James Bond tudi malo v letih imel več možnosti za prosto. S kavalerjem se bo okoli vozil na mesti. Pa z biciklom, Tako. pa peš gibal, tako da je v redu. Ok, gremo naprej. Po enem čudnem naključju nastopite v oddaji Znan obraz ima svoj glas. Na voljo imate dve imitaciji. Ali boste peli Vili Resnik Naj bogovi slišijo ali Alfi Nipič Ostal bom muzikant. Koga bi raj? Tega naključja ne bo, ne. Bi se pa predstavil kot Denis Avdić. Pa karkoli. In še zadnje vprašanje. Ljubljana mora izbrati en obisk visoke kategorije. Izbrati mora enega. Če en pride, drug ne bo. Ni šans. Temu gostu mora župan potem tudi razkazati mesto. Koga bi raj? Donald Trump ali Justin Bieber? Angleško kraljico. Angleško kraljico? Kaj bi pa pokazali, če bi A prišla? ta ni v izboru. Ne, jaz sem rekel tega. Donald Trump ali Justin Bieber. Treba se odločiti med tem dvema. Pri mojih letih slabo slišim, ne, tako da še vedno sam pri angleški kraljici. Pokazal bi center mesta, to, kar je že enkrat tu videla. In to je bil en tak sprejem, ki ga jaz ne pozabljam. Pri svojih letih je pešačila od tukaj, imamo zdaj ta studio, pa do hotela Union. Bilo je čez 60,000 obiskovalcev ob cestah, lepo so jo sprejeli. Ampak ravno to je ta naša prednost v Ljubljani, da mi lahko gostimo vsakogar, ne, pa bo lepo sprejet. In moram reči, da smo... Živimo skupaj, spoštujemo različnost. Ravno to sem hotel reči, da tudi nas ste sprejeli tukaj pred mestno hišo in celo ste nam dovolili, da uporabljamo vaše sanitarije. Tako da na to sem ponosen. Kar je predpogoj, Ja. da ste sploh lahko tu odšli zjutraj, ne. Drugače vem, kako bi šlo, ne. Jaz tudi ne, si ne predstavljam. Hvala lepa še enkrat za obisk, vse dobro za praznike in v novem letu. Hvala lepa, pa vse skupaj eno srečno, zdravo leto, naj bo leto miru, sožitja, sobivanja, solidarnosti, predvsem pa lepe praznike, tu še teh 9 dni v Ljubljani do novega leta. Izjemno bo lepo, toplo, živahno, pa dobra volja. Srečno. Najdaljši Denis Avdić show vseh časov. 28 ur dobrodelnosti z DM na Radio 1.